Župan občine Bled Janez Fajfar, 8. decembra ste sprejeli proračun za leto 2021. Kam bo namenjen dobršen del proračuna občine Bled? Srečo imamo, da kljub težki situaciji smo finančno stojimo kar solidno. Še vedno je naš proračun 16 milijonov, od tega gre pol za tiste osnovne obveznosti občine, za katerih občina sploh je. 8 milijonov pa lahko namenjamo investicijam. En dober del tega bo šlo za dograditev medgeneracijskega centra. To bo center, kjer se bodo generacije srečevale, tam kjer se preselila knjižnica, potem ima svoje prostore društva, manjša zbirka nekdanjih vezenin. Najbolj pomemben za vse je pa to dnevno varstvo starejših oseb, kamor bo lahko človek, ki ga skrbi, kaj se dogaja doma, ko nobenega ni, starejšo osebo jo bo lahko brez skrbi pustil v varstvo in potem po delu popravil in peljal domov. Tako da bodo čim dalj v svojem okolju, kjer ga so navajeni. Imamo seveda še druge načrte. Dograjuje se zazidalna cona Koritno, kjer moramo zdaj mi vlagati, pa bomo potem dobili denar seveda od graditeljev nazaj. Imamo nov most čez Piškovce skupaj z občino Žirovnico, zelo lep projekt. Smo tudi zelo zadovoljni, novo igrišče pri šoli. V glavnem celo vrsto projektov je pa vezanih na cestno strukturo in na drugo, na cestno strukturo, infrastrukturo in na drugo infrastrukturo sploh. Se takole veselje, najbolj je, koliko je novih cest, ampak mi gremo v glavnem tudi globoko pod cesto. To pa ogromno stane in teren je mrski na Bledu izjemno težaven, ker smo jezerski skledi, tako da še stvari trajajo dalj, kot bi se želeli. Torej, svetniki so ga potrdili? Svetniki tudi z tega mesta se zahvaljujem tudi svetnikom, ki niso za vse, ampak mi, seveda so različne politične opcije, ampak zdrav razum in usklajevanja pred sejo, tako na posebno sestanku kot na odborih, da rezultat ta, da svetniki glasujejo enoglasno za podelitev proračuna, ker vejo, da samo s potrjenim proračunom lahko občina normalno funkcionira. Da bomo pa kaj naredili, smo pa tako obljubili vsi in obljubljali in še bomo. No, pa se dotakneva še poletne sezone, vavčerjev, ki jih je dala država. V kolikšni meri so občini Bled pripomogli oziroma blejskemu turizmu? No, rezultati so bili seveda neprimerno boljši, kot če teh vavčerjev ne bi bilo. Zanje smo zelo hvaležni, mislim, da je to ena najboljših potez naše vlade. Seveda je pa Bled podzavesti mnogih Slovencev še zmeraj zelo drag, ker tudi ni tako grozen res. Če vam povem, da so bile 3 noči v tako dobrih hotelih, kot sta na novo obnovljena Park hotel ali Bled Rose, nekdanja Ilovica ali Triglav, za 2 vavčerja je lahko en par prišel za 3 noči in so se mnogi vračali. Še ta posredni učinek je bil izjemen in nazaj smo prišli v podzavest Slovencev kot tisti kraj, na katerega je ves narod ponosen in pripelje vsakega svojega gosta sem. In mislim, da smo tisto famo neupravičeno napihnjeno, da smo neprijazni do Slovencev s tem precej presegli. Hvala lepa za tale pogovor. Želim vam obilo zdravja in pa tudi predvsem uspešno leto 2021. Vam in občini. Ja, tudi vam, seveda vsem gledalkam in gledalcem in upajmo na boljše, optimisti moramo ostati.